Danica, spremembe bodo začele veljati postopoma. Kaj kažejo primerjalni izračuni višine pokojnin? Torej, za primerjalne izračune smo v obzir vzeli 3 različne scenarije. In sicer prvega, v katerem je posameznik, ki je delal 40 let, prejemal minimalno plačo, drugega, v katerem je prejemal povprečno plačo, ter tretjega, v katerem je prejemal nadpovprečno plačo. In kot lahko vidimo, je pred uveljavitvijo pokojninske reforme posameznik v prvem primeru prejel 774 evrov, pri povprečni plači je prejel 969 evrov in pri nadpovprečni 1618 evrov. No, po uveljavitvi pokojninske reforme pa se ti zneski sorazmerno povečujejo, in sicer za večino ljudi od leta 2028. No, pri tem je pomembno poudariti, da so izračuni informativne narave. Višina pokojnine namreč ni odvisna samo od plače, ampak tudi od denimo dopolnjene pokojninske dobe, prav tako pa je bila višina minimalne ali povprečne plače pred 10 ali 20 leti drugačna, kot je danes. No, sicer pa bo že konec januarja ZPIZ 130 tisočim upravičencev izplačal višje pokojnine.